No, pa se podajmo na eno res neverjetno potovanje skozi evolucijo. Skupaj bomo raziskali, kako so se iz čisto preprostih zasnov razvile osupljivo zapletene živali, ki danes naseljujejo naš planet. Gremo! Torej, kako je sploh mogoče, da imamo na eni strani živali, ki so kmalu kaj več kot skupek celic, na drugi pa oklepljene plenilce z možgani? To je zgodba o milijonih let, rečimo jim kar bioloških izumov in nadgradenj, ki so korak za korakom gradili današnjo pestrost. Naše potovanje začenjamo pri samih temeljih živalskega kraljestva. Poglejmo si prvi, res preprost osnutek večceličnega življenja in spoznajmo prvi veliki evolucijski preskok, ki je vse spremenil. Spužve so, kot nekakšen celični kolektiv. Predstavljajte si jih kot kolonijo celic, ki sicer sodelujejo, ampak nimajo prave oblike, nobenih organov, nobenih tkiv, vodo preprosto srkajo skozi drobne pore, iz nje poberajo hrano in jo potem izpustijo skozi večje odprtine. To je najbolj osnovna zasnova živali, res izhodiščna točka za vso nadaljnjo kompleksnost. In tukaj se zgodi prvi veliki preskok. Ožigalkarji, kot so meduze in korale, so izumili nekaj res revolucionarnega – prava tkiva. Celice niso več samo delale druga ob drugi, ampak so se specializirale in povezale v delujoče enote, kot so mišice in živčevje. In to jim je omogočilo razvoj simetrične oblike in, kar je najpomembnejše, lov s ožigalkami za aktiven lov. In ta nova zasnova je bila tako uspešna, da se je takoj razvila v dva različna načina življenja. Na eni strani imamo polipa, ki je pritrjen na enem mestu, kot korala in čaka na plen. Na drugi pa meduzo, ki prosto plava in aktivno raziskuje svoje okolje. Že ta zgodnja skupina je pokazala neverjetno prilagodljivost. Naslednji veliki priskok prinesejo črvi, razvoj bočne somernosti. In to ni pomenilo le, da so dobili levo in desno stran. Pomenilo je nekaj še bolj ključnega, jasno definiran sprednji del, glavo. Ploski črvi so bili pionirji te nove zasnove. Z glavo so prišli tudi prvi, preprosti možgani in čutila, kot so očesne pege za zaznavanje svetlobe. Žival ni več samo pasivno čakala na to, kar ji pride naproti. Začela je aktivno in usmerjeno raziskovati svet. To je popolnoma spremenilo pravila igre. 16 metrov. Ja, prav ste slišali. To je potencialna dolžina človeške trakulje, ki je parazitski ploski črv. Dokaz, da lahko tudi na videz preprosta zasnova doseže resnično ekstremne razsežnosti. A svet črvov je postajal vse bolj napreden. Gliste so razvile prebavno cev z vhodom in izhodom, kar je seveda veliko bolj učinkovito. Kolobarniki kot so deževniki pa so uvedli členjenost telesa. To je modularna zasnova, ki je omogočila, da so se posamezni deli specializirali za različne naloge. Medtem ko so črvi izpopolnjevali svojo podolgovato zasnovo, je druga veja evolucije ubrala povsem svojo pot. To so mehkužci, pravi majstri mehkih teles, zaščitnih lupin in, kot bomo videli, presenetljive inteligence. Osnovni načrt je pravzaprav čisto preprost. Mehko telo, ki je pogosto zaščiteno z apnenčasto lupino in mišičasta noga za premikanje. Ampak ta formula je pripeljala do neverjetne raznolikosti, od polžev in školjk pa vse do najbolj napredne skupine glavonožcev. In glavonožci, to so pa vrhunski plenilci z osopljivim arzenalom. Poglejmo ga v hitrem zaporedju. Najprej močne lovke s priseski za zanesljiv oprijem. Nato nastopi oster papagajski kljun, ki z lahkoto zdrobi oklep plena. Za bliskovit premik je tu reaktivni pogon, ki jih izstreli skozi vodo. In za popoln pobeg še zadnji adut, oblak črnila, ki zmede vsakega napadalca. Najbolj osupljiva pa je njihova naprednost pri vidu. Njihove oči so neverjetno podobne našim, z lečo, šarenico in mrežnico. To je popoln primer, kako lahko dve popolnoma ločeni razvojni poti prideta do enako zapletene in genialne rešitve. Za konec pa poglejmo še najuspešnejšo skupino nevretenčarjev. To so členonožci, ultimativni zmagovalci evolucijske tekme, pravi osvajalci planeta. Njihov uspeh je neizpodbiten. Najdemo jih dobesedno povsod, v vsakem okolju. So najbolj številčna in raznolika skupina živali na Zemlji. Kako jim je to uspelo? Njihova zmagovalna formula temelji na dveh ključnih izumih. Prvi je zunanji skelet ali oklep. To je lahka, a trpežna osebna bojna oprema, ki nudi zaščito in oporo. Edina slabost? Za rast se morajo leviti,
kar jih za kratek čas pusti precej ranljive. Drugi del formule pa so členjene noge. Medtem ko so imeli kolobarniki preproste izrastke, so členonožci razvili prave členjene okončine. To jim je omogočilo neverjetno mobilnost in prilagodljivost za hojo, skakanje, plavanje, kopanje in prijemanje. In ta zmagovalna formula jim je omogočila, da so zavzeli celoten planet, raki so postali vladarji voda, pajkovci so osvojili kopno, žuželke pa so poleg kopnega zavzele še zrak in dosegle popolno dominacijo v skoraj vseh okoljih. Tako smo prehodili pot od preprostega celičnega kolektiva preko izuma tkiv in glave do majstrov lupin in končno do oklepljenih osvojevalcev, ki so zavzeli vsak kotiček planeta. To je resnično osupljiva evolucijska saga. Za konec pa ostaja vprašanje za razmislek, kateri od teh velikih preskokov je bil najpomembnejši. Izum tkiv, ki je omogočil lov, razvoj glave za usmerjeno gibanje ali morda zunanji oklep in členjene noge, ki so pripeljale do globalne dominacije. To je osrednje vprašanje te neverjetne evolucijske zgodbe.